Novo gostovanje v Novi Gorici in nova zmaga, tudi tokrat suverena, na koncu s 3-0. Nekaj sprememb v prvi enajsterici je prvič začel Felipe Santos, po dolgem času je na svojem standardnem igralnem položaju igral Alex Pihler, v obrambo pa se je vrnil Marko Šuler. Začelo se je s prvim nevarnim strelom Goričanov, strel Kotnika pa je Jasmin Handanović sjajno ubranil. V 20 minuti pa takoj vodstvo za Maribor. Najlepša akcija v prvem polčasu. Hotić je našel Vilerja, Viler pa s pregledom do Pihlerja, ki ni okleval in zabil za vodstvo. Ustvarila se ena malo večja luknja in sem samo počakal, da mi Rulo poda in potem zaključek. Ja, on ima odličen pregled in smo se pripravili, da oni pustijo tu malo več prostora in tako da vse je bilo načrtano. Mariborčani so na krilih vodstva dominirali prvi polčas, ob koncu polčasa še nekaj situacij za povišanje. Najprej po podaji Vilerja Felipe Santos previsoko. Po podaji Derviševića iz kota je z glavo meril previsoko kapetan. Goričani so prišli do edine možnosti za izenačenje še pred koncem polčasa po podaji Celcerja Filipović z glavo preko gola. Ob začetku drugega polčasa nekaj slabše minute in domačini so to unovčevali z nevarnimi podajami pred gol. Najnevarnejši pa je bil Filipović, toda njegov ponesrečen strel je Handanović pokril. Potem pa sporna 67. minuta, nerazumljiva odločitev sodnikov, najprej kazenski strel ob dvoboju Handanovića s Filipovićem, potem pa so vendarle upravičeno sodniki svojo odločitev spremenili in ostalo je brez 11-metrovke. Jaz sem jasno vesel zaradi njih samih, da so spremenili odločitev. Do konca tekme je tempo padel, Mariborčani pa so z menjavami spet vzpostavili pobudo na igrišču in prihajali do priložnosti prek protinapadov. V enem takih je Tavares lepo popeljal žogo, podal Mešanoviću, ta pa neobranljivo zabil v dolgi kot. V sodniškem podaljšku pa še drugi gol za Mešanovića, tokrat je bil v vlogi asistenta Bajde, ki je streljal, Sorčan na kratko bil, Mešanović pa prišel do dvojčka. Zmago v Novi Gorici je ekipa napravila vse, kar je bilo potrebno pred večnim derbijem, ki bo prihodnjo soboto. Mi smo se tudi v tej smeri pripravljali, da moramo zadržati to prednost točkovno, ki jo imamo za pač to novo srečanje. Derbi je potem taka zgodba, ko bomo šli na polno, to sigurno, tako da je odlično, da imamo tako prednost. Že predtem pa vabljeni v Ljudski vrt v torek. V prvi tekmi četrtfinala pokala bo nasprotnik Domžale.